A je vse okej? Ste v redu? Ja, Super. Ja, sproščeni čisto. jaz celo lahko diham, ne se kaj vidi, ne. Ne, vidi se nič, ampak zakaj pa sedite tako? Ja, da lahko dihamo, narejamo trebuhno držati. Daj se malo že vrti. Daj mi. Dihaj, Maja, dihajmo. Viš, taka je onako trebuhno potegne, taka pa smo mi dva. Kaj si spustila? A ja, ne. Okay. Sem pokazala to na kamere, kaj imam? Nič V hudega. danem trenutku bom mogla začeti dihati. Vidva probajta se skoncentrirati, da boste dihala, pa glede na to, kako sedita, kaj vaju je pritegnilo, da ste sploh začela? S čim? S to predstavo. Čampina je pritegnil. On je to, oziroma čakaj, uradno bomo reči, Jernej Čampelli. Čampelli. Ja, to je ful uradno, ne. Ja. No, drugače pa je Čampi. No, on je naju pritek. Mislim, mama, jaz ne vem. Kako te je pritegnil? Uha me ni pritegnil, lepo. Ja, to je lepo. Na lepo me je, ja. Je rekel je, a B, pa sem jaz rekla B. Še preden si tekst prebrala. Kaj je bilo v materialu Ni tisto? bilo treba, Bradič je rekel nekaj takega bo, kak si ti. Si mislila, to bo super punca, ima glavno vlogo. Pa To je tebe? neka super, ne, to naj ti ne bo prvič težko igrati, ne. Pa fajn lik je, ne. Ima taki fajn karakterne lastnosti. Okej. Tako je naslednje vprašanje, kaj se kaj je? Je rekel, seveda. Tebe je tu iskrano? Pretegnil. Ja, po moje, tukaj, ne vem, verjetno njega. Ali je rekel, če Urša pride, ali ja, je z mano pretegnil? Ja, to je bilo, ja, s Tako je tabo bilo. je pretegnil. Maja. Kako, meni pa težil, meni pa res težil. O moj bog, kako mi je težil, sam mi je res težil. Njej pa ljubo povedati, da sem jaz. To mi je bila najbolj varovana skrivnost do zadnjega. do zadnjega. Veš kako, meni je pa, v bistvu pritegnil me je pol potem s tem, da mi je obljubil, da bom lahko spremenila vse po svoje. O, krasno. In glede na to, da igraš dva lika, Kako tri? Ti bom jaz dala dva, kje si to dobila to informacijo? prebrala sem v PR-ju, O, Madonna, zamenjati PR. 3. Seveda, kjera dva pa igra? Se pravi mamo, Ja. pa bivšo ženo, Ja, kaj pa kelnerca, a? Ja. kelnerico tudi. Veš da. A dobiš tringel tudi? Jaz ti dam. Ja, okej, ona mislim, da. Ne, ampak imam pa zdaj idejo Za kaj? kup človek rekel, Da je premalo, a ja. za en del, ne, malo si bom dodala, vse. Sva zmenjena, ja, že spet, jaz sem sva zmenjena. Se ona pride, dvakrat se okoli obrne, pa ne, ima 3 vloge, pa ima skoraj glavno vlogo že. Pismo Maja saj, pa, ko imela še glih s tem stand-up, pretegnil, da bom jaz glavna. Je rekel, Urša, pridi, ko boš glavna. Ne, sem rekla, Lovice, okej. ti nimaš Ne, pa je Maja rekel, kak sem glavna, če ima ona 3 vloge, pa še si bo Ona zdaj ima zraven samo 3 dodala. vloge, ti si pa glavna. Ja, pa, količini teksta- a si bo zdaj glih si rekla, da si bo dodala spet nekaj? Pa ki si dodajo že tako, da zdaj že moramo krajšati. Meni krajšamo, da lahko ona vse pove, kaj bi rada Ne, veš kaj, povedala. zdaj sem itak dobila sem tudi dovoljenje, da grem med publiko, zato ker moramo pač nekaj narediti zgori pač na odru, tako da evo, pač imam plac, razumeš, ni to zdaj kratko, da sem zmislila, pač rabim zapolniti, ne, bom pač zapolnila, ne, ja. Bravo. Ti bom še jaz dala manj placa, ker vidim, da te Hvala. porežete, kar govorita. ja. Dva zelo različna lika igraš. Kako bi jih opisala, pa kako sta si te dve ženske mogoče v čem tudi podobne? Podobne ste si definitivno v tem, da granita življenje tema dvema bogima karakterjema. Res, ta boga, ne res. Ima je kar hudo v življenju, priznam. Drugače ste si pa ful različne, pač ta mama je, Madonna, mama je... Starejša od mene. Ja. Ja, seveda, ne, predvsem starejša, kaj, kakšen problem ima in kje. Lahko bi bile tudi sestre. Ja. Mama, ki se odloči, da zdaj bosta pa one dve sestri, kipca. No, skratka, čak nisem že dokončala. Pol pa, ja. Ne moreš verjeti. A lahko. No, pol pa druga, mislim, mama je pač mama, mama, kako se to sploh opiše? Ona je mama, ki tako zelo piči, ima tako zelo posebno logiko, ful si želi vnuka in... Posesivna. Česa si želi? Posesivna,
Mislim, Kakega vnuka, odkot bi se omaknila? Ona... Mika, vnuka. A ja, vnuka. Vnuka. In ni važen s kom, kako, tudi kako, ni važen, ja. Glavno, da je, ne. In pač, ne, ima zelo take zanimive argumente za to, s katerimi se nekaterimi celo strinjam. Pia je pa ena taka, ona pa v bistvu ful taka, ful je taka fajn punca, rada ima jogo, pa zdravo življenje, pa ona je furana, je v pozitiv. Včasih naredi tudi... tako mala, ne? Ja, tako malo je furana, je v pozitiv, pa tako, včasih tudi kakšno klobasco naredi na WC-ju, pa tako. A to pomeni, da nič ne je, da je včasih klobasa? Ne, je, ampak na vsake toliko časa, ne, v bistvu, veš kako je, glede na to, da je vegetarijanka, ne, ona v bistvu zelo veliko klobas naredi na WC-ju, ne, ker ponavadi te, ki so vegetarijanci, kakor jaz vem, bolj veliko, kako jo. Kam smo mi to zdaj šli? O moj Bože, Jaz vam samo sledim. Jaz vam samo sledim. Da smo se zgodili, da bom jaz lepa vidva pogovoriti. Pa tvoj, Se bom, ti. pa tvoj lik, kako bi ga ti opisala? Kako bi ga jaz opisala? Malo mi ga predstavi, recimo. Lik je. To Lik je ne dvomim. vsem kar nekaj mlajši od mene. Sorry, sem nekaj, sem to zmontirala, ne? Kaj? Ne, to gre v kosu. Kacatala bi se. Pa tako ste lepi, ker ste pristni. Zakaj ne bi enkrat bil intervju malo drugačen? Ok. Kaj si vprašala? A ja, v liku. Ja, kakšen je moj lik? Zdaj sem rekla, super je. Poglej, ona je mlajša, to mi se dopade. Potem je v bistvu lušna punca. Ki bi rada? Pametna punca. Kaj bi rada? Kaj bi rada imela enega, ki bi jo vzel zaradi njene notranjosti, Ja, ne seveda. zato, ker tako dobro izgleda. Točno, zato, čeprav to moja mama ne razume, ne? Moja mama, si moraš misliti. To še me je zdaj smešno. Mislim, to mi je najbolj cool del predstave, da je ona moja mama. Skratka, fajna je. Plus... Kaj? Mislite, jaz ne bi mogla biti mama? Mislim tako, ne v fizičnem smislu. Lahko bi mi bila, dokler me ne bi zaprli v neki zavod. Ne, spravim tako. Mislim, da nimam te energije, da bi jaz tekla Maš. Samo ne vem, če bi si, veš, ko reče, da si otroci zbarajo svoje starše. Ne vem, če se ne bi jaz zbrala. Mislim, tu bi se zapletla. No, to je to. Skratka, super je, rada je. To mi je blizu. Relativno. Zelo blizu. Pa ful ima en tak lep odnos s hladilnikom. To pa res. To pa res, ful. En tak zelo poseben. Kaj se vtikuješ ti zdaj spet v moj hladilnik? Zato, ker sem jaz z njega lahko jem. Veš, ona je ljubosumna, ona nič ne more jesti v resnici pametnega v predstavi. Sam na skrivaj zadaj lahko je, jaz pa jem lahko pred vsemi. Tiste gobice pa. Pa tvoj lik. Moj lik. Ja. Malo se mi smiliš glede na video. Ja, Najprej bom strašno seksi lik ima. Najprej bom rekel, zdaj se pa ti vtikuješ. Ampak dobro, se domi ne to lahko še enkrat poveš. Da si seksi. Strašno seksi. Saj je, strašno seksi, ja. Jaz tako uživam v enem delu predstave, ko je še posebej seksi. Jaz. No, ampak ja, to sem hotel reči, da tako vizualno je moj lik, če si predstavljate, ne, ali pa če vidite, no, pač visok, suh, trikotnik, ne, z dolgimi lasmi in tako, ne. Vizualno. Wow, Ja. kot Johnny Bravo. Sam lasje so A ni? daljši. A me ne vidiš tako? Mogoče se mi zdiš malo... Pa sem pa bolj tak Ne, trikotnik. veš, kaj sem Ja, drugače sem pa Čeprav kar... jaz sem pa bolj krogec, veš? Drugače pa kar tako, ja, seveda, malo reveš, ne, pač reveš pa Ja, ne. teh dveh. Ne, Ja, vse ostalo še gre. Pri Lasje si nismo mi meti. dve, mogoče dolge res ne vidimo tak. Ostalo pa, ne. Ostalo pa, kar Ja, sprva. same lasje so me zmedli. Ne vem, zakaj si tam se lasje, to si mogoče malo pretiraval z lasmi. Drugače ostalo pa se mi zdi Mogoče kar, to no. sam želja, no, da bi... Ja, A si jih puščaš? Da bi, ja, puščam si jih malo, ja. Se mi je zdelo, da ti tu že gre tak prek čez uha. Ja, ja. Ne, se bodo zmontirali, res. Jaz sem prepričana, to bo treba. Bi še kaj o liku ali lahko gremo No, na to pač hrano? v glavnem malo reveš, no, pri teh dveh Ja. partnercah, ne, ja, ne.
Pija je moja žena tudi, ne. Bivša. Bivša, ja. Morda bodoča. Ja. Pa moja bodoča žena, ja. Moja, to bomo še videli. Morda bivša. To mi je tudi pora. Ne, pa če dajmo par stvari resno povedati. No, okej, Stavi. okej, kaj pa? Par Bi ti stvari. povedala? Ne, par stvari je pa res treba povedati. Mislim, nekaj, kar je pomembno, je to, te dva sta ena, dva taka zelo lepa, Ne pristna. smeš vsega povedati. Pa čakaj, to bom povedala, ker to je okej. lepo. To je, ne, Bom ker te to se, vstavila, če okej, preveč. ja. Ja. Kar je meni, recimo res, zdaj pa res čistko resno. Odlično. Dobro sem. Pa dobro, no. A veš, okej. Tako bom rekla, ne? Pač v poplavi teh trendov, ne? Kako moramo biti lepi, zdravi, srečni in to je vse, kar šteje v življenju, ne? Ker seveda moramo biti zdravi, a ne? Pa nekako je fajn, da nas opozarjajo na to, kaj je zdravo in tako naprej, ampak no, se mi zdi, da ljudje včasih gremo mečkan celo čez vse meje, ne? In da to počasi lahko marsikomu povzroča tudi kakšne bolečine, psihične bolečine. No, in v bistvu všeč mi je, kar mi je res ful všeč pri tej predstavi, je to, da se dotakne v bistvu tega, da te dva karakterja, ne, nekako ostajata trdno na svojih tleh, pač sledita tej svoji špuri, ja, pač imata preveč kil, ne, sej se zavedate, da jih imata, ne, ampak ful lepo reče, aj tega tudi ne smem povedati, to lahko povem, ja, rajš 60 let srečna kot 90 let tečna, ne, a veš, in okej, če si se pač odločil, da je to tvoja špura, da bom živel življenje, užival življenje z vsem, kar mi daje, super, ne, in je to tudi pač ena od poti in ne moramo zdaj reči, da pa ti pa zdaj slab zaradi tega, ker si se pač tako odločil, ne, pač ne, to je pač tvoja pot, ne. In na koncu celo, ne, vidiš, v bistvu je tisti, ki je edini suh v tej predstavi, je strašno tečen, ne. Ja. Je tečna mama, je Ne pija, tečna v bistvu ja, bivša žena, je tečna kelnerca, mi da smo pa full fajn. Samo to je samo zato, ker mi da smo sita, ne. Ja, sicer v realnem življenju ni čisto, ker jaz sem tudi suha, pa nisem tečna, a ne? Sem ful taka, mi simpatikus, a ne? Ja. Okej, dobro, no. Ampak a veš, kaj stalno ti na hočem? dieti, Ja. ne? Jaz nisem na dieti. Ja, na Jaz. solati, no. Jaz. Ja, no, Ja, samo. pija. Jaz. Aj, pija, Ja. okej, pija. No, skratka, samo to sem hotela povedati, da v bistvu res se mi to zdi ena taka lepih sporočil, no, veš, to v bistvu lepo sporočilo, ja, da dejansko pa, lej, bodimo različni in piči svojo špuro in to je to. Ne boš verjela, sem tudi to hotela vprašati. Si hotela vprašati. Zdaj pa res vaju, kaj bi vidva želela, da odnesejo še od predstave, razen to, da se bodo smejali in uživali in nekaj tudi odvrgli. Malo se to že zdi, že to se mi v osnovi zdi zelo pomembno, ker danes se ljudje čisto zategnjeni. In že to, da se ti sploh sprostiš, zdaj pa če ti za to predstava pomaga, hvala Bogu, ne. Lahko bi te že eno fajn dihanje tudi malo sprostilo, samo ljudje si ne dajo reči, da lahko tudi tako dobro skozi pridajo, ne. Tako da to, da se nasmejijo ali pa da odvržejo sebe, to je že v osnovi meni zelo dosti pomeni. Po drugi strani pa, kaj se pa tiče, zdaj, če bi hotel glih človek reči zaradi kilaže pa to, jaz o tem sploh ne razmišljam. Jaz nimam nekega strašnega sporočila. V smislu, kaj bi to pomenilo, če jaz hočem nekaj povedati? Te že takoj sama sebi neko jamo kopljem, imam občutek. Mogoče odnosi, a ne? Ker ne gre samo tudi za hrano, gre tudi za odnose. Seveda, ja, vse gre. Vse odnos imamo mi imamo pač, tisti, kjer ima preveč kil, ima sigurno še en zelo močan odnos z hrano. To je 100% res. Zaradi tega, ker pa ljudje pa smo ljudje odnosov, se veš, to smo človeško bitje in brez tega ne gre in zato eni mogoče malo, kako bi rekla, izkoristimo ta odnos z hrano, ker ima precej prijetna občutanja nam daje, ne, ki bi jih lahko morda tudi s kakim odnosom s čem drugim dobili, ampak ker ga dobimo s hrano, pa mi mogoče malo to, jaz mislim, da izkoristimo mi, ne, ker se lepo počutimo, recimo tudi Meta se ujame, ona ima odnose kar
z vsemi, mislim stvarmi. Ampak ona je en tak lep človek, no. Ampak v bistvu ampak vseeno ima odnos z stvarmi, Ja, z stvarmi, pa tudi do hrane imaš en taki malo, kako bi ti rekla, ampak brez, fora je v tem, da vsi ti odnosi so brez zadržkov, nič se slabo ne počutiš. Tudi če si ti imaš rad hladilnik, če imaš rad sebe, če imaš rad pohano, če imaš rad, nima zadržkov, dobeden. V bistvu od dveh nima nekih srneja, to je meni všeč, v bistvu, če bi zdaj, nisem sploh vidiš razmišljala o tem nekem sporočilu, to mi je všeč, da ni trebaš imeti dobenih zadržkov, ne glede na to, kak je si, mislim, bodi iskren, taki kot si, ne, da ne on zdaj jaz biti nekaj tretjega, ne? Mislim, veš kaj, mislim, bolj suvereno. Da se skušata, ne? V realnem življenju, no. Je že. Jaz še nisem začela, ne? A nisi pila une čajčke? Mislim, tako kot je Urška rekla, v bistvu to je to, ne, ker jaz vidim v bistvu tudi potem, v bistvu se mi zdi pri publiki, no, da se vidi to, ne vem, pač danes smo itak vsi obremenjeni z raznimi dietami in gor in dol, ne, potem pa vidijo taka dva, ki se praktično ne sekirata za to, če imata kakšno kilico preveč, ne. Ni mi lahko všeč, ne, Saško, povej, če mi dva nekaj pojema in se vidi, da nama gladko dol visi, kdo naju gleda. In ko da bi ljudje zategnjeni si mislijo, joj, mi bi tudi. Oni so tam, imaš kar začutiš, kako bi oni zdaj z nama to jedli skupaj najrajši, če bi se dalo. Res. Ampak v resnici pa gre za to, da bi oni tudi najrajši bili to, kar so, da se ne bi rabili delati, ne. Da če bi že šel človek malo bolj globje, pa malo bolj resno se pogovarjal o temah, tako si jaz predstavljam. Samo nočem, meni se ne zdi, jaz ne bi tako globoko nočem gledati predstave. Čeprav ima globoke sporočila tudi. Ker domov pridejo te nekaj nas vidijo, po moje grejo najprej v hladilnik. Pa tudi, če pogledaš, to tudi nam za ples. Prosim. Ne, da plešeš. Ne? Ne. Še enkrat Vsaj prosim. govori se o tem o plesu, da bom zaplesal, striptiz, ne? Ja, striptiz. Pa seksi ste, rekli, da ste seksi, zakaj ne? Pa v tem je zopet štos. Vse si ga želijo, povej Saško. Ja, verjetno. Jaz pa tudi čisto res uživam vedno, ko plešam. Res. Takrat pa jaz trikotnik okoli obrnem, tako je rekel Saško. Prej smo imeli eno simpatično debato na temo hrane. A lahko ponovimo? Najbolj weird kombinacije hrane, ki so vam pasale in ste uživali v njih. Ja, moja je bila nosečniška kombinacija sveže čebule pa krofov. Skoraj vsak dan. 4-5 mesecev. Jaz nimam weird hrane, jaz jem samo zelo fino hrano, ampak res fino, jaz sem strašno špurava, oziroma, kako se tem reče, zbirčna. Zelo, človek bi si mislil, da ni res, ampak jaz res sem špurava. Ampak je ta špuravost povezana pač seveda z tem, da rada jem, zdaj pa si predstavlja, da ješ nekaj, samo tisto, kar je res zelo dobro, ne? Pa rad ješ. Zelo težko povedno malo preveč poješ, ne? Pa pač nabiraš. No, razen če zmanjka tega zelo dobrega. Ne, jaz vedno poskrbim, da je, to pa imam še tudi, to pa sem ziharaš, pa sem tudi. To pa je tretja spet, kar ni dobro, ker si naredim toliko, da zihar ne zmanjka. Ne, tako da nič weird. Jaz nisem tak za weird, koliko sem, jaz rekel, da sem špurava, čeprav vsako, dostikrat, no, ko vidijo, si predstavljajo neke hamburgere, pa Coca-Colo, pa karofe, pa to sigurno fulje, pa to pa sploh ni res. Ne. Jaz lahko pojem kaj dosti bolj finega, recimo, pa samo pač preveč pojem, ne. Nič hudega. Pa vi? Mislim, jaz pa po moje zelo malo jem, ne, sam ne vem, zakaj se redi. Kombinacije mogoče. Ja, mogoče kombinacije, ne vem, ker jem ogljikove hidrate z beljakovinami, mogoče to, jaz ne vem.
Ampak v bistvu smo se smejali na to, kakšne smešne, hecne kombinacije. No, recimo, ene sem se spomnil, enkrat sem bil na Gorenjskem, na Bledu, pa sem rekel, to, na Gorenjskem bi pa to mogel jaz zaseko Gorenjsko malo jaz, ne. Smo šli pa v pizzerijo in sem si naročil pico z zaseko, ne. In pol seveda te kuharji malo čudni, ne, ampak pol so mi pa dali tak kup zaseke, ne, gor na tisto pico. In ko sem jaz to jedel, se je to topil in pol mi je, ja, vse dobro, sam mi je vse teklo po roki dol, ker je bila že stopljena zaseka, ne. Ja, tako, ja. In se še danes vsi spominjajo te pice z zaseko, no, ki so bili okrog mene. Ne. Ne. Prej smo klepetali tudi o najbolj trapasti izkušnji ali pa anekdoti z dieto. Če je bila potrebna ali ni bila potrebna, ampak vsak od nas je že kaj takega dal čez. Ja, jaz sem imela v srednji šoli fiksno idejo, da sem debela, kot seveda skoraj vsi. In se spomnim, no, da takoj, ko sem pojedla kosilo, ampak tako, isti trenutek odložim in sem že začela trenirati, in sem že začela laufati, pa sklece, pa trebušnjake, ja. Hvala Bogu, ni šlo kaj hujšega, no, se ni kaj prevesilo, tako da. Se nisi sploh bila debela, kam bi se kaj prevesilo? Ne, da niste prevesila v kakšno motnjo. A ja, v motnjo. Ne, pa čeprav sem takrat, mislim, je bila razlika. Hočem povedati, da ne bosta vidva miselna, ne? Če malo treniraš, pomaga, mislim, a veš. Saj midva to vema. Jaz grem vsak dan v hrib vidva, ne? Čučka, bučka. Kam greš hrib, če se tam, smo ni hribov pri vas? Hrib, jaz imam hrib, kakor varianta Šmarka. Ja. Tam v Zalogu je kakšen hrib. Ja, ampak ti se na vrst hriba ne zmatraš toliko, kakor midva, ki sploh ne greva v hrib, sam po ravnem pa se zmatrava. Ne, jaz se zmatram že tega, ker se sekiram, zakaj nisem šla v hrib. Hrib pa res rada ne grem. Ne. To je pa top. Jaz pa nimam tako dosti izkušenj s temi shujševalnimi dietami. Zato, ker vsi govorijo non-stop, da te diete so jojo diete. Se pravi, zakaj bi se smatrala sploh, če že vnaprej vem, da bom pol imela še več, kot sem imela, kot imam zdaj. Se pravi, jaz v bistvu boljše skozi pridem, če zdaj normalno pridobivam na teži. Glej, matematično gledano, jaz boljše skozi pridem, če se lepo enakomerno redim, kot da hujšam in potem nazaj dobim gor. A ne res? Pa se še sekira zraven, ne? Ne, naravno. Bisa. Zdaj se pa ne. Okay, ampak jaz sem prej rekla nekaj v tem sporočilu, pa kako je treba vsem pustiti, da so, kar so. Mislim, jaz mislim, da nek limit mora biti. Ne? Mislim, čak malo Urška, pa boš kam, do kam boš? Pa ne, se ne bom. Se ne bom. Ne, ja, pa seveda boš, če greš tako počasi lepo. Pa ne bom, ker bom si zdaj zračunala, ker na vse zadnje sem profesorica matematike, zdaj bom si jaz zračunala, ker jaz recimo, če tako gledaš, kjer nekje, koliko bi normalno mogel pojesti, ta je tak črta, ne? Zdaj pa jaz res vedno malo preveč pojem, pa se mi to nabira. Zdaj bom pa jaz vseeno tu pa tam, kde je malo šla pod črto, da bo nekaj, ja tak, da malo pokrila tisti, kaj grem gor prek črto, samo toliko, da bi ostala na neki ravni. Tiste točke si točkovno bi. Točkovno je bila na srednje šole. Ja, takrat pa sem provala na točkovno, ampak takrat smo bili res mladi pa nori. 20 točk si lahko pojedal, 24 ali koliko. In nič pametnega, ni bilo tam za jesti. Jajca so imela pa eno točko. Jajca imam strašno rad. Ne, jajca nič, Martin je imel eno. Sem si mislila, to je super. Ni mi bilo jasno, kakor Martin je tak strašno sladek neki bil. Ampak v srednji šoli je pač to bil neki alkohol, ne, ki je bil dovoljen, kar je bilo super. Pa neka jajca, ki je za jesti. Ne, se nisem zdržala več kot 2 dni, 3 litre Martinija. Točno to, glede na Martini, se sploh spomniš. V resnici sem samo planirala to dieto. Mislila sem, če bi morda se dalo. Bi ta verjetno bila najbolj izvedljiva. Sicer sem pa sem enkrat hujšala in to po Montenjaku. In celo knjigo sem si kupila. Ni bilo kul. Ne, ker po mesecu dni nisem mogla videti več klobas, pa polno zrnatega kruha. Res. To ni klobas, po Montenjaku, ješ klobase?
Edino, kar lahko od nizki glikemični indeks, je edino polnozrnjen te kruh imel. Ne, Pa klobase so, lahko je imela ona šunka, suha šunka, recimo, je si to lahko jedel samo s kruhom, ne razumeš? In potem sem si jaz mislila, ja pismo, si kupila 30-40 dek narezane, to ta prsa kuja bom to pojela, ne? Saj nisem zapojela 3 rezina, tako ti, ki si sita po 3 rezina, jaz rabim 30 dek, to ni isto kot 3 rezina, ne? Da se najem, pa mi je tista vsa maščoba, oziroma ki je res preveč, mi je bilo polo montanjako tako tu gor prišla. Zdaj pa jem normalno vse, beli kruh, polnozrnati kruh, tako klobaso, ono klobaso, vse jem. Skoraj vse, od tistega, kar je res dobro, ne, ker sem že rekla, da sem špurava, čist se glih ne jem, ne. Jaz vas moram vprašati nekaj. Jaz vam bom dala zdaj priložnost, glede na to, da vas preglasimo ženske tri tukaj. Povejte vse, kar vam leži na duši, tudi kar se predstave tiče in življenja in sporočila. A ja. A ja, mi smo zdaj predstavljati, mi pa kar nekaj brez veze, neko lobocimo v poroči. Sem rekel, da škopamo, koliko časa imam, koliko sem imel? 5 sekund. 5 minut. Ne, se v redu, nimam kaj takega. Edino to sem hotel sem samo to povedati za to dieto, ne, ker sem jaz pač ja, že od mladih nog hujšal, ker sem bil vedno malo bucko, ne, in da mi je mama rekla, enkrat je rekla, veš kaj, jogurt jej, ne, jogurt, po jogurtu pa jogurt naredi, ne. Jaz sem rekel, super, ne, bom pa jaz tako in sem potem, ne vem, če sem prej pojedel 2 sendviča zvečer, sem zdaj pa še en jogurt čez. Mene je moja mama rekla, joj, meni si ti bila tak luška, da ko si bila mala, pa sem rekla, joj, mladi, kak si okrogla urška, pa ima mogla eno kuro narediti. Pa sem jaz moja prvo vprašanje pa je bilo pohana, pač. Bravo. Ljubezen. Veš kaj, prosti, samo to pa še moramo povedati. Zdaj ne vem, kako je tvoje zdravstveno stanje, ampak moje je relativno dobro, ne. Veš, to pa je to, ko si špurav, pa res, jaz samo zdrave hrane preveč pojem, ne. Jaz se zdaj ne nabašam s hamburgerji, pa z nekim gazirano, pa to, zato pa jaz nimam neka ful celulita, pa tega, ne, pa imam vrejo sladkor, pa holesterol, pa trigliceride, pa to imam vse vrejo, ne. Ja, Kaj je zdrava hrana? Ja, da, tukaj ni nekaj tako, ne vem, kaj ti ješ, krof pa cvirki, no to ni zdravo, Maja, jaz ne vem, kako se ti tako nezdravo prehranjuješ, jaz tega ne bi nikoli jedla tako nezdravo. Posebej ja, ne pa skrb. Ljubezen gre skozi želodec. Kdaj naslednje predstave, kje vas lahko vidimo, vidijo? V Domžalah. Žale, Zdaj pa za datum. Čakaj, datum. ne, 11. marec je premjera. To vemo, to vemo. To vemo, ja. To In je vemo. 10. marec je... Je pa tudi nekaj. Je, kje pa smo? Neki duh, rok. Sveti duh pri Škofji Loki. Pa boljše pa tudi, ja. Čakaj, 24. marec Vransko. Pa Vransko, to je super, Vransko, tam bo noro, pa to je blizu Grofa. Tam bomo Pole jeli. pa 30. marec. Se lahko že do povdne dobimo. To mama vajo še eno. Zakaj pa nje ne povabite, zakaj pa Maja ne povabite? Bi hotela reči, Ker nama vse poje. Lej, midva si naročiva, pa Maja je. Res. Potem mi sam Gledajo pa najo, ne? Glej, kaj sta se ona dva videla, pa niti ne upama nič jaz, ker bi vsi rekli, le kak jo odžirata. Ni čudno, ne? Glej, to. Pa ko pa mi dva sama jema, pa je nekako čist drugač, če poleg takega suhega ješ, ne? Čeprav me je vse malo prizadelo to, da ste vidva rekla, da bi se sama dobila res. Vse se ne bi povedal, ne? Ne, bi se. Hvala vsem trem. Sploh, če bi plačala. Jaz sem zdaj lačna, jaz grem jesti. Jaz pa sploh ne, pa ti ne? Si ga lačen? Ne, jaz sem tisti en košček kruha črnega pojedla, tako da boš vedela, zelo zdravo. Gor pa sem eno tako dietno salamo v resnici. To je vse, kar si danes jedla? Ja. To iz brokolija salamo. Ja. To še sploh ne začela. Salamo z Sem že brokolija. 3 obroke za sabo. Res? Nisem to težavo pomam. Jaz bi mogla večkrat jesti pa pomalo. Vidiš, tu jaz vidim, da model moj prehranjevanja pa je mogoče skilaža. Ni najboljši. Ja, sam če si lačen, če greš od mize, tudi ni dober, ne? A veš, tako da lahko malo več, večkrat pa malo več, ne? To še se le bojim. Ne. Samo mogoče pa če bi Toša imela... se bojiš? Ne toša.
Ne bojim se Toša. To še se le bojim, zamislila si malo povezala. To še se le bojim. To še se le bojim, če bi mi nekdo rekel 5-krat na dan, se jaz bojim, da bi potem 5-krat na dan preveč pojedla, ma razumeš? Sem res ni tako, veš, res, če začneš... To je en moj strah, da bi 5-krat na dan preveč pojedla, če bi si naredila 5 obrokov. Ta drugo pa je, ko rečejo, da moraš imeti zajtrk, si jaz mislim, pa zakaj bi že zjutraj začela? Jaz sem cela srečna, da kome začnem ob 2 jesti. Razumeš? Zato, ker če začnem bolj pozno jesti, sem pol dneva ne? Tako da to te diete, veš, ko so se rekli, a ne, oni, ko je dobil Nobelovo nagrado, ko kao ne vem koliko ur ne ješ, pa to ful kao paše. Prekinitveni post je to. Ja, pa v bistvu si življenje sem že tako, pa nič ne pomaga. To je ne vem, kako vam dobil Nobelovo nagrado. Jaz sem živi dokaz, da to ne vala, ne? Čeprav mogoče, če bi štela od ponoči, da sem zadnja jedla, pa vseeno ni 12 ur. Ne, samo res je. Jaz imam tako grdo, to je taka tudi navada, da prepozno začnem jesti. Pa ti lahko zaspiš, če si lačna. Jaz pa ne morem zaspati, če sem preveč sita. Zakaj ne moram zaspati, če sem lačna? Ne, niti da odgovoriti, sem nikoli lačna, ko grem spat. Publika ima eno ful veliko srečo pri tej zadevi, ne, in sicer to, da imamo mi določen tekst, ki ga moramo povedati, da nam ni free write, ne, ker če bi imeli si predstavljate to, da bi bilo nikoli konca, umrli bi ljudje, razumeš, umrli bi spod kamiona. Tako da hvala Bogu za tekst, lahko pridete, res se to enkrat konča. Hvala Bogu za kamero, ki ima nek gumbek stop. Ja, to, ja. To se enkrat konča, res se enkrat konča, prisežem. Ok, ne bom vam povedala, koliko minut še imamo na voljo. A še imamo ful. Ampak meni ste zabavni, jaz vas lahko poslušam še kakšno uro. Ker, ne, dobro je to. V bistvu bi mogoče lahko en stand-up naredili po principu, da vam da publika, vi vsi trije skupaj, ker ste fenomenalna kombinacija, in vam publika da istočnico in potem začnete. In ko ima dovolj, se sirena vklopi in pol da drugo istočnico, ker vam enostavno, vsem trem vam ne zmanjka. Ja. Mene bi sigurno zmanjkalo. Mene bi sigurno prekinile oziroma skočile v besedo, pa nadaljevale one. Ja. Tako da ja. Sirena bi kar tulila. Ano. Ej, a veste kaj, sem to pa moram povedati. Urška je za svoj 40. rojstni dan naredila, je prisila ljudi, da so se naučili line dance, a ne? Ja. Je pa naredila, ne vem, ful se mi zdi tako lepo, pa veš kaj je naredila, roast za vse povabljene, a ne, to bi naredila za 50, najrajše, samo ne vem še. Pa cirkusante si imela. Ja, to pa sem imela za 40. Ja, zato, ker jaz sem za živahne stvari, na moji poroki je bila godba in tudi na mojem pogrebu bo godba. Mislim, če bo imeli denarja za dosti. Reč pa godba, ne tisto lipa zelenela, ja, pa se bi zdrav jokali vsi. Ne. Je imela pa rock'n'roll. Kako si zdaj na to spomnila, da so ne vem, line dance plesali? Veš, zakaj sem se spomnila? Zato, ko si rekla, da če bi to naredili, ne, da nam dajo iztočenco pa pičite, ne, hočem povedati to, ne, da ko jaz njo peljem v avtu, to je... Ona bi si kar zapiske delala. Jaz si skozi delam zapiske na uro, skozi delam zapiske za scenarije, za zgodbe. Zanima, če bo bom ti dala kakšen kredit, ja. No, skratka, a veš, to kar strela, to vse je film, karkoli ona da ven je film, Madonna, ali pa pač zgodba, no, razumeš, in to bi bilo te boga cirkusanta, ono, da ste mislili, da greste na rojsten dan od enega otroka, razumeš, pa tam prijete na 40-letnico in te boge ljudje, razumeš, so mislili, da bodo tam ful žurka, pa to ona, pa zdaj pa mi eno koreografijo se naučili in jih je ona ne postrojila in zdaj so mogli tam nek country line dance. Moj oče je že rekel, da letos na nič plesal, ko imam 50. No, sem rekla, bo meno čisto lahko koreografijo. Samo to je res, a ni kul to, ko vi tako držijo, a ja, oprosti. To tako imajo fajn, tako dva prsteka noter držaš, a ja to... A se lahko naučimo? A to je tisto, ko kavbojke v filmih Ja, veš, te pa se tako dajo noter, pa tako so ful so frajeri. In frajer si, če si ženska ali pa če si moški, pa čisto sano, ja, če imaš trbuh, razumeš, ali nimaš, če ti joške plešajo ali ti ne plešajo, kako imaš frizuro, če imaš make-up ali nimaš. Važno je, da vsi grejo v istem ritmu, sem, tja, pa vdariš po nogi, se obrnejo, vsi isto, tako lepo zgleda, kot tak vsi, samo ne smeš preveč težko narediti, da se naučijo. Da se naučijo, ja. Tako da jaz sem malo zafrkljena, Delo sem si naredila, ker nisem
Nisem vzela neke klasike, zato ker je bilo pretežko malo. Pa sem si sama študirala korake, kaj bi neko koreografijo, kar je pa strašno težko za nekoga, ki se s tem ne ukvarja, ne, tak, da bi neko koreografijo, veš, moraš poslušati nekako, kako bi na ritmu to šlo, pa kako bi zdaj te korake lahko noter, ni bilo Lahko lahko. najamajo naši dragi gledalci in gledalke, da bi ti kdaj kakšno koreografijo naredila tudi za njih, pa organizirala kakšno 40-letnico. Ja. Ja, zdaj si reklama. Ja.